Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni pri spremljanju ponedeljkovih dogodkov dneva. V Žalcu so odprli 9. sezono Fontane piv Zeleno zlato. V Celju se je končal 35. mladinski pevski festival. V celjskem nogometnem klubu pojasnili razloge za reakcijo in izključitev Luke Menala. Laški košarkarji prenovljene Trililije krstili s polfinalno zmago proti Vrhniki. Občina Žalec še vedno išče rešitev za obnovo spomenikov in nadaljnje ohranjanje rimske nekropole v Šempetru. Ta spomenik nacionalnega pomena bi namreč morala že zdavnaj finančno podpreti država, a so na Ministrstvu za kulturo zaenkrat gluhi za občinske prošnje. Kljub temu je občina financirala izdelavo načrta za obnovo tamkajšnjih spomenikov. Želje po obnovi spomenikov, morebitnem nadkritju in s tem preprečevanju propadanja ter financiranju delovanja rimske nekropole v Šempetru imajo že dolgo brado. Na občini in v turističnem društvu Šempeter, ki z nekropolo upravlja, si želijo obuditi pogovore z Ministrstvom za kulturo. Nekako se izogibajo Žalca in Šempetra, ker mi želimo od njih, da bi nam nekako pomagali pri spomeniku državnega pomena. Oni so pač lastniki spomenikov država, to kaže tudi napis tam na rimski nekropoli, pa lastnik zemljišča je SAZU, upravlja pa turistično društvo ta spomenik državnega pomena, povprečna starost krepko čez 70 let, to pa pomeni, da jih zdaj prosimo ponižano ministrstvo, ne nam zagotovijo nekaj denarja za javno službo. Zdaj smo že skoraj obupali, da bi enkrat prišli do nadkritja teh spomenikov, ker smo že obupali na tem ministrstvu malo, ampak upamo vsej, da bomo uspešni na razpisu za restauratorsko-konzervatorska dela, da bi zaščitili te spomenike, jih obnovili, da bi bili zunaj na prostem naslednjih 40-50 let, tudi če ne bo nadkritje, ampak vsaj to, da bi nam uspelo. Občina je tako že pridobila načrt za obnovo, kmalu pa bo jasno, ali bodo na razpisu potreben denar zanjo tudi prejeli. Sicer pa je v sklopu rimske nekropole, nedaleč stran od spomenikov, tudi ohranjena rimska cesta, ki prav tako čaka na rešitev. To je izjemno ohranjena, mogoče najboljše v Evropi ostanki rimske ceste, tam iz 1. do 3. stoletja našega štetja, pa določeni temelji objektov, ki so stali v tej rimski cesti v Šempetru. Nobene pogodbe nimamo z žomtiščem, z nobenim, mi to sami kosimo, tako bi rekel stihijsko, prostovoljno, s prostovoljni turističnega društva Šempeter. Občina plačuje, kolikor lahko da denarja, vse neurejeno, brez vseh pogodb, ministrstvo pa stran gleda, dol in visi. Tako da imam včasih občutek, da kulturno ministrstvo ni kulturno in upam, da bojo prišli sem vsaj en del denarja za javno službo nam naj dajo, za materialne stroške, ko ljudje pokrivajo, razkrivajo, kosijo, vodijo. Se tudi pokrajinski muzej ne dela zastonj. Drugače bo res treba enkrat vrniti ključe nazaj ministrstvu, tule imate, pa SAZU-jo, pa tako me nagovarjajo predstavniki turističnega društva, zdaj pa dost. In mi vsako leto iz občine damo več v tuje osnovno sredstvo oziroma v spomenik državnega pomena. Malo se pa šalijo. Rimsko nekropolo je pred skoraj 3 leti obiskal takratni minister za kulturo Vasko Simoniti. Pogovori o morebitnih rešitvah so sicer takrat stekli, a očitno kasneje spet zastali. Med obiskovalci rimske nekropole so sicer največkrat šolske skupine, ki si jo ogledajo v sklopu pouka. Minuli konec tedna se je v Žalcu začela 9. sezona Fontane piv Zeleno zlato, ki bo trajala do konca meseca oktobra. Pri Fontani je prvi popotniški dan na poti prijateljstva okoli sveta zaključil Oli Walker, obiskovalce je zabavala klapa in trade s Tomislavom Braličem, predstavila pa se je tudi letošnja ambasadorka Fontane piv Lara Jankovič. V Žalcu so minuli petek odprli 9. sezono Fontane piv Zeleno zlato. Ta naj bi trajala do konca oktobra. V tokratni sezoni se bo na Fontani predstavilo 23 pivovarjev s 30 različnimi pivi.
kot vsa leto do zdaj, verjamem, da se ne bomo izneverili tradiciji, da bo to ena uspešna sezona, kjer se bo ob fontani zvrstilo veliko prireditev. Letos načrtujemo tukaj ob fontani 25 velikih prireditev. Razmišljamo, da bi se tukaj na teh prireditvah zvrstilo preko 100 000 obiskovalcev, turistov. Ni samo številke prodanih kozarcev, ne gre se samo za denar, gre za širšo zgodbo, da ljudje sem prihodimo, prihajajo, da se družimo in da poudarjamo druge destinacije Spodnje Savinjske doline in širšega območja, da imamo možnost prodati ročne izdelke tudi različnih kraft proizvajalcev in to je priložnost za gospodarstvo, za zaslužek. Ob vsem tem seveda, da promoviramo hmeljarstvo, kulturno pitje piva in našo fontano. Doslej so na Žalski fontani iztočili več kot 160 000 litrov slovenskega piva in prodali več kot 316 000 vrčkov. In kaj prinaša nova sezona? Vse se draži, a mi smo uspeli degustacijo namesto 11 evrov, ki je redna cena, znižati na 7 evrov. Seveda pa moramo povedati ob tem, da morate prinesti svoj vrček, fontanski vrček, 316 000 vrčkov že kroži po Sloveniji, verjamem, da ga imate, saj enega doma, pridite in za samo 7 evrov dobite čip in lahko degustirate. Seveda pa imamo nova piva, vsak mesec nova piva, varjena slovenskim hmeljem, slovenskih mikropivovarjev, dogodke od Krigelfesta, Oktoberfesta, najpiva Slovenije, kjer izbiramo najboljša piva mikropivovarjev, kjer nam pomagate novinarji tudi pri tej degustaciji oziroma ocenjevanju, do pohoda po hmeljski poti in tako naprej. Na petkovem odprtju so razkrili tudi letošnjo ambasadorko fontane piv Zeleno zlato. Svoje poslanstvo pa je zaključila Ani Frece. Ja, jaz sem res vabila ljudi v našo prelepo Savinjsko dolino, Spodnjo Savinjsko, v Žalec na fontano. Velikokrat sem bila na fontani s prijatelji, z mojimi poslovnimi partnerji, sem jih res povabila in še tiste, ki še niso bili tukaj, res vabim, da si jo ogledajo, spijejo kozarček in še pogledajo mogoče ekomuzej ali pa naše lepote Spodnje Savinjske. Moram reči, da sem kar počaščena. Zdi se mi lepo, ker zelo rada podpiram vse naše, vse domače, vse slovensko in če je to pivo, tudi pivo. Moje naloge bodo po moje večinoma v promocijske namene, da nekako promoviram, širim glas o vaši fontani in seveda o zmernem pitju piva in ostalega alkohola, ampak res v uživanju te vaše zlate, jaz pravim zlate kapljice, vem, da je vaša zelena kapljica. Tokratni večer so glasbeno popestrili v Sloveniji zelo priljubljeni gosti iz Hrvaške, Klapa Intrade in Tomislav Bralič. Organizatorji pa za prihajajoči poletni 3-dnevni Krigelfest napovedujejo Nino Pušlar in Kvatropirce, znova nekaj dalmatinskega in za tretji dan še nekaj narodno-zabavnega. 27. državnim tekmovanjem mladinskih pevskih zborov ter uličnim nastopom zborov v celjskem mestnem središču v programu Minutka za pesem se je konec tedna v Celju zaključil 35. mladinski pevski festival. Strokovna žirija je najboljšim podelila 6 zlatih priznanj z odliko, 3 zlata, 1 srebrno priznanje ter 11 posebnih priznanj. 32. mladinski pevski festival je minulo soboto 6. aprila izvenel najprej s tekmovanjem mladinskih pevskih zborov slovenskih osnovnih šol ter mešanih mladinskih in dekliških zborov srednjih šol v okviru 27. državnega tekmovanja mladinskih pevskih zborov, ki je od letos sestavni del celjskega mladinskega pevskega festivala. Sklad je dejansko nekako pobudnik, da bi državno tekmovanje mladinskih zborov prenesli iz Zagorja ob Savi, kjer je tekmovanje potekalo že 50 let za otroške mladinske zbore. Do leta 2018
je zborov bilo že toliko, da bi jih morali ali pa opustiti doma ali pa najti neko novo lokacijo. In smo zelo veseli, da smo v Celju našli partnerja, ki je pripravljen vzeti pod streho Mladinskega pevskega festivala državno tekmovanje za mladinske zbore. To so otroci od 11 do 15 let osnovnih šol in pa gimnazij. Obetam si, da bo to državno tekmovanje tudi nov začetek za Mladinski pevski festival. V opoldanski minutki za pesem pa so zbori v prijetnem, skoraj da že poletnem sončnem sobotnem dnevu, poleg tekmovanja v Narodnem domu, prepevali še v centru Celja, na Popularni zvezdi, kjer so jih pozdravili številni obiskovalci, ki jih to soboto, ko je v centru mesta potekal tudi pester program ob dnevu zdravja, resnično ni manjkalo. Z nekaterimi naključno izbranimi dirigenti zborov smo se tudi pogovarjali, kako so doživeli letošnji Mladinski pevski festival v Celju. Imamo res take posebne občutke, ker smo prvič na državnem tekmovanju in tukaj v Celju, našem mestu, se mi zdi danes res cveti mesto, žari in sije res od pesmi in od veselja in od lepega vremena. Jaz sem ta festival doživel izjemno lepo. Mislim, da takšni festivali so pri nas pomembni. V Celju je ta festival nekdaj že bil in zdaj je ponovno zaživel. In mislim, da je to nekaj najlepšega, kar lahko zborovski pevci dobimo, da v tako prijetnem ambientu, v tako prijetnem okolju in na takšnem zanimivem festivalu tudi nastopamo. Zelo prijetno, dvorana je bila prijetna za pet, za nastopati, lepo je zvenelo in tudi tale nastop smo se ga zelo veselili. Pa tudi vreme nam je danes zelo naklonjeno, kar je zelo pomembno, da lahko doživimo ta mestni utrip. Na tekmovanju pa sta bila absolutna prvaka dekliški zbor gimnazije Kranj z zborovodjem Erikom Šmidom in naš celjski dekliški zbor gimnazije Celje Center z zborovodjem Davidom Preložnikom, ki je prejel tudi posebno priznanje srednješolskemu zboru za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske pesmi in posebno priznanje srednješolskemu zboru za najbolj prepričljivo izvedbo sodobne zborovske skladbe. Najboljši mladinski zbor 27. državnega tekmovanja je Mladinski pevski zbor Glasbene šole Rogaška Slatina, zborovodkinjo Andrejo Došler, ki je prejel tudi posebno priznanje za odlično izvedbo Kogojeve skladbe Trobentice. Iz naše regije pa se je odlično odrezal tudi Mladinski pevski zbor osnovne šole Šempeter v Savinjski dolini z zborovodkinjo Katjo Florjančič, ki je prejel posebno priznanje mladinskemu zboru za najbolj prepričljivo izvedbo sodobne zborovske skladbe in posebno priznanje za najboljšega korepetitorja Fiji Selič. Več o letošnjem Mladinskem pevskem festivalu v Celju pa v reportaži v eni od naših naslednjih oddaj Minute za kulturo na televiziji Celje. V 30. krogu nogometnega državnega prvenstva sta bila predstavnika s Celjskega polovično uspešna. Rogaška je na svojem igrišču z 2-3 izgubila proti Olimpiji, Celjani pa so s 3-1 slavili na gostovanju v Murski Soboti in na prvenstveni lestvici ohranili 10 točk prednosti pred drugo uvrščeno Olimpijo. Srečanje v Murski Soboti se ni začelo po željah Celjanov, saj je Robert Čakš po napaki za Bukovnika Muraše popeljal vodstvo že v 7. minuti tekme. Reprezentant Đan Karničnik je v 22. minuti s pravim evrogolom izid proti svojemu nekdanjemu klubu izenačil. Celjanom je še pred odmorom uspel popoln preobrat. Kapetan Denis Popovič je podal skota z desne strani, Damjan Vuklišević pa je strelom z glavo premagal Mihelaka. Zmago Celjanov je s svojim 14. golom v sezoni v drugem polčasu potrdil prvi strelec lige Aljoša Matko. Asistent je bil ponovno kapetan Denis Popovič. Glede na zadnjo predstavo je situacija dobra, atmosfera je dobra. Zavedamo se, da je še pred nami zadnjih 7 tekem, 7 final, kakor pravimo mi sami. Vsaka tekma je novo dokazovanje, nič ni odločeno, da gremo iz tekme v tekmo, pokazati dobro igro, karakter
in seveda, da zmagamo na vsaki naslednji tekmi. Tik pred koncem tekme je prišlo do verbalnega in nato še fizičnega kontakta med Luko Menalom in domačim branilcem Leardom Sadriujem. Reprezentant Bosne in Hercegovine je bil zaradi svojega dejanja izključen. Danes pa je celjski klub na novinarski konferenci pojasnil, da je bila reakcija Menala posledica družinske tragedije, ki jo je skupaj s partnerko Menalo doživel v preteklih dneh. Po tekmi smo šele izvedeli za tragedijo Lukata in njegove žene. Vse, kar lahko vem, je, da je Luka super fant. Od prvega dne, ko je prišel v Celje, se je pokazal kot odlična oseba, tudi kot nogometaš, in z njim ni bilo niti enih problemov. To, kar se je zgodilo, njemu njegovi partnerki, seveda mi stojimo ob strani, mogoče ne 100% ni način pravi izbral, ampak po drugi strani, če gledamo to neko človeško plat, ga pa tudi razumemo. Vedno gledamo na teren, gledamo na nogometaše, a ti nogometaši, naši fanti niso roboti, naši fanti ljudi. In nažalost, včasih mi to pozabimo. In jaz tak vidim, da včasih premalo skrbimo drug za drugega. Hočem, da bi nogomet to bila sreča za vseh, to je praznik. Ampak včasih, kot zgodi ta beseda, moramo biti bolj občutljivi drug do druga in ne pozabili, da mi smo ljudi. Luka normalni človek in nažalost tako v življenju nekaj zgodi. In ne vem, kako bi ti odreagiral na to situacijo. Jaz tudi ne vem, kako bi ja odreagiral. Celjani so zmago v Murski Soboti zadržali 10 točk prednosti pred Olimpijo in so 7 krogov pred koncem prvenstva v odličnem položaju za osvojitev drugega naslova prvakov v zgodovini kluba. Mislim, da bo to nek lep zaključek moje kariere. Da rečemo temu tak, sem otrok Celja, Celjan, živim od štadiona dobesedno minuto. Tako da tukaj so bili moji začetki, tukaj bo verjetno moj konec. Ta lovorika mi bo ogromno pomenila, še posebej tukaj za moje Celjane, za moje prijatelje. In veselim se tega dne, ker verjamem, da bo hiter. Denis Popovič ima s celjskim klubom pogodbo podpisano tudi za prihodnjo sezono. Imam res pogodbo, imam še za naslednjo sezono. So neki pogovori stekli o tej temi, da bi še dlje ostal v Celju. Kot sem rekel, vrnil sem se iz tujine domov, Celjan sem, dobro se počutim, dobra energija je v klubu. Rezultati so tudi temu primerni, da vidim se tudi v bodoče v Celju. V vodstvu celjskega kluba pravijo, da v prihodnji sezoni računajo na vse ključne akterje trenutne celjske zasedbe, vključno z reprezentantom Karničnikom in prvim strelcem Lige Matkom. Nimamo cilj, da hočem prodati kega zaradi tega, da bi šel tam, da zasluži denar. Mi imamo cilj, da zrihtamo ekipo konkurentno sposobno za evropske tekmovanje. In če bo ekipa napredovala v Evropi, to ne vidim razlogov, da kdo bi iz fantov šel stran. Predsednik Valerij Kolotilo je optimističen glede prenove štadiona in gostiteljstva evropskih tekem na domači zelenici. S trenutnim stanjem v celjskem klubu je izjemno zadovoljen. Boste v miru, u nas vse super. Spite mirno. U nas vse v redu. In bo še boljše. In samo meni čudno, da zakaj je tako vsi protiv nas. Dajte bomo rihtali normalno ekipo, da gremo skupaj na evropske tekmovanje, da bom ponosen ni samo Celje, Slovenije. Slovenija je tako malo, kaj bi med sabo še delite, kdo tam Ljubljančani, Mariborčani. To je brez veze. To je slovenska ekipa.
V Laškem so namenu predali prenovljeno športno dvorano Tri lilije. Vrednost naložbe, v okviru katere so posodobili sistem hlajenja in zamenjali parket, je znašala 535 tisoč evrov, pri čemer je več kot polovico denarja zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Takole so pred prvo polfinalno tekmo druge lige med Zlatorogom in Vrhniko minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, laški župan Marko Šantej in laški podžupan Marjan Mačkošek prerezali trak prenovljene dvorane Tri lilije, ki je bila zgrajena leta 1995. Danes se predvsem spominjam 20 let nazaj, ko sem bil še navijač takratnih košarkašev Laškega in kjer so v tej dvorani se je res igrala košarka. Verjamem, da bo temu tudi tako. Kar se tiče pa investicije, smo pa na ministrstvu si zadali eno projekcijo 5-letno, kjer bomo za lokalno samoupravo, za športne objekte namenili preko 100 milijonov evrov in verjamem, da bomo s tem omogočili to, kar sem že rekel, da bodo imeli mladi možnost svoje talente graditi, ker Slovenija je športni narod. Še pred dobrima 2 letoma si nikako kar nismo upali razmišljati o tej smeri, da bi, če se je pred 3 leti obnovila streha in pa razsvetljava, da bi prišli do takšne pridobitve v tako kratkem času. Na srečo preko lanskoletnega razpisa za preko Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, ki je bilo res namenjeno takšnim investicijam, smo potem prijavili ne le predvideno nadgradnjo prezračevalnega sistema, ampak hkrati tudi obnovo športnega poda in pa obnovo tribun, tako da je bila to res takšna celostna prenova in pa zaključena celota. Jaz sem fante vprašal, oni so navdušeni, parket star je bil res v zelo slabem stanju, nekje se niti žoga ni več odbijala. Fantje so zdaj navdušeni, tudi von dvorane je čisto drugačen, kot je bil. Dokazali so že na tekmi, da jim to paše. Recimo Gorico so premagali za 30 pik, tako da jaz verjamem, da bo tudi danes v tej slovesnosti, da bojo pokazali pravi obraz. Laški košarkarji so po otvoritveni slovesnosti z 81-75 dobili prvo polfinalno tekmo proti Vrhniki in v polfinalni seriji, kjer tekmeca igrata na 2 zmagi, povedli z 1-0. Laščani so do zmage prišli predvsem po zaslugi dobre igre v zadnji četrtini. Predvsem moram pohvaliti svoje fante za karakter, 40 minut so verjeli v to, kar delajo. Niso se dali, imamo, bom rekel, širšo rotacijo kot sama Vrhnika in to mislim, da je na koncu tudi prevladalo in prav vsak od igralcev, kot tistih, ki so stopili na parket, kot tudi tistih, ki so mogoče danes navijali s klopi, je pripomogel k temu, da so 40 minut lomili in na koncu znobili zelo čvrsto ekipo Vrhnika. Laščani, ki so v lanski sezoni po 27 letih izpadli iz prve lige, so redni del sezone končali na 1. mestu in so na dobri poti, da se ekspresno vrnejo med slovensko elito. Mi smo imeli 3 cilje. Ena je bila finančna stabilizacija, kar nam uspeva, tekom sezone bomo to še naredili. Druga je bila afirmacija mladih igralcev, kar že danes lahko rečem, da nam je uspel. Fantje 2-5 generacije, lanski prvaki, U18 so dejansko nosilci. Za njim prihaja že 2-7-letnik Taj Pesjak. Ne smemo pozabiti na Jana Kellnerja, 2001 letnik, to so naši fantje, so nosilci. Seveda, 3 veterani, žal se nam je Stepaničev vmes poškodoval. Ta 3. cilj, zadnji vrstitev v prvo ligo nas pa čaka. Jaz verjamem, da do konca imamo še 4 tekme in je cilj ustvarjen. Druga polfinalna tekma med Vrhniko in Zlatorogom bo že jutri na Vrhniki. Morebitna tretja, 17. aprila, ponovno v Laškem. Predvsem je na nas, da glave usmerimo proti tekmi na Vrhniki. Tekma na Vrhniki bo zagotovo še težja, kot je bila današnja. Vemo, da imajo doma zelo zvesto publiko, ki jo treba pohvaliti. Danes so prišli, pa tudi naša publika je bila fenomenalna, da slučajno tega ne spustim. Tako da tekma na Vrhniki mora biti po glavi z nas. Zdaj, kar nas čaka, je absolutno čim boljša regeneracija, sicer neka analiza tekma, ampak predvsem mindset, predvsem z glavo biti pri tem, da ni narejenega praktično še nič in da je tekma na Vrhniki spet z nič in gremo fight na polno. Pri pokalnih prvakih iz leta 2004 in nekdanjem ABA in Evroligašu so prepričani, da je Laško pripravljeno na povratek v prvo slovensko ligo.
Predvsem mislim, da bomo vsi skupaj zelo ponosni, če oziroma ko jim bo to uspelo. Ne nazadnje vsi stiskamo pesti in po kakovosti sem prepričan, da v prvo ligo tudi spadajo. Občina jih na tej poti podpira, tudi finančno oziroma preko razpisa. Seveda je pa vedno tudi lokalno gospodarstvo tisto, ki pripomore oziroma mora priskočiti na pomoč. Ne nazadnje imamo zdrave podjetnike, zdrave obrtnike in tudi gospodarstvo, ki že sedaj podpirajo klub in prepričan sem, da mu bodo na tej športni poti stali ob strani tudi v prihodnje. Laško je pripravljeno na prvo ligo, se pravi z okostjem ekipe, ki je sedaj v drugi ligi, ter 2 do 3 primernim ukrepitvam. Jaz verjamem, da to smo v Laškem sposobni. Ne želimo zdaj biti neka ekipa, kjer se bojo menjavali tujci, kot se v preteklosti, ampak da imamo svoje okostje, 3 pa res kvalitetne igralce, da bojo naši fanti ob njimi še hitreje odrasli. V drugem polfinalu druge slovenske lige so Celjani s 73-88 izgubili na gostovanju pri Plamipur v Ilirski Bistrici. Ljubljanska Olimpija je v Rogaški Slatini prekinila niz 6 ligaških tekem Rogaške brez poraza. Slatinčani so povedli v 44 minuti, ko je po podaji Kureža zadel Oliver Kregar. Ljubljančani so izenačili v sodnikovem dodatku prvega dela, strelec je bil Raul Floruč. V 4. minuti drugega polčasa je Olimpija povedla. Floruč je bil takrat v vlogi podajalca, s peto je iz neposredne bližine Mulaliča premagal Jorge Silva. 3 minute kasneje je bil spet poravnan. Po kotu in odbiti žogi je strelom s približno 15 metrov zadel Alen Korošec. Trenutek odločitve se je zgodil v 80. minuti, ko je najboljši igralec tekme Floruč z desne strani podal do Admirja Bistriča, ki je postavil končni izid tekme. Sigurno smo izgubili tekmo zaradi prejetega prvega zadetka. Vse imamo pod kontrolo in naredimo tako osnovnošolsko napako. 4 igralci se nabijemo v zadnjo linijo, nijamo sredine in oni nam dajo, vemo, da kam lahko, v katero smer dribla Floruč in vse to, vsa priprava, ki smo imeli, se nam je podrla v tistih 10 sekundah, ampak kaj ćemo? Takrat smo bili že strošeni, čudno, da ni bilo pauze vmes, ker po tem vremenu so igralci res zelo trpeli, prvo tak vroč dan. Mislim, da ni potrebno, da je 34 stopinj, tako kot je povedal stranski sodnik, za to osvežitev, za pauzo. Danes je bilo umiranje na obroke v tem vremenu in kapo dol fantom in ene in druge ekipe, da so zdržali, da je tekma bila tako gledljiva, s takim tempom, res zelo dobro. Jutri bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, v alpskih dolinah okoli 5, najvišje dnevne od 22 do 26, na Dolenjskem in v Beli krajini do 28 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastala bo kakšna ploha. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V notranjosti Slovenije bo nekoliko hladneje. V četrtek bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. To so bili dogodki dneva, hvala za pozornost, prijeten preostanek večera in ne zamudite naše oddaje znova jutri. Nasvidenje.